Gremo v kraško naselje, iz katerega so se leta 1977 odselili vsi takratni prebivalci. V zapuščeni vasi je nato burja dodobro premešala energije in v 90-ih letih privabila nove stanovalce. Danes jih tam živi 18. Z umetnostjo, sirarstvom, turistično ponudbo in šarmantnimi prenovami pa so skupaj poskrbeli, da je vas dobila nov glas in stas. V starodavni vasici na meji med Krasom in Vipavsko dolino smo našli hišo Artes, ki je pravi raj za umetnike in ljubitelje umetnin. Prefinjena dela so tukaj umeščena spretno tako v zunanjost kot v notranjost in poskrbijo za res edinstven utrip prostora. Metka in Dragan, pozdravljena. Nahajamo se v vasi z zelo zanimivim imenom, ki vsakega takoj zdrami. In me zanima, kaj veste o samem izvoru tega imena Pedrovo, vasi, kjer se dobesedno tudi cesta konča. Tako, kjer se konča nič in še malenkost naprej, ne, bi se reklo tako. Teorije sicer kar nekaj, domačini znajo povedati kar nekaj zgodbic, ampak mislim, da je najbolj verodostojna teorija razlaga, bi se rekla, imena prav to, da izhaja iz besede Pietra. Se pravi, že v 12. in 13. stoletju se ime pojavi kot Pedrija, se pravi kot kamen, in logično na nek način, da so tudi vse ostale vasi dobile ime vezane na neke lokalne značilnosti, bi se reklo, da je tudi ta vas lahko dobila to ime. Potem, da je to prva vas, ki se nahaja, se pravi, iz doline na kamnu. Se pravi, vas na skali, bi se reklo temu. In kaj je vaju poklicalo semle v tale zanimiv zaselek? Splet okoliščen, namig, da je tukaj še ena hiška, ki čaka na obnovo. To je praktično severni kraški rob in ena redkih izravnav s čudovitim razgledom. Mi imamo pod sabo Braniško dolino, Vipavsko dolino, Trnovski gozd do Dolomitov, mir, oddaljenost od vsega hitenja in je bila odločitev trenutna, ljubezen na prvi pogled, pogled na Krn. Ampak vrnimo se predvsem na tale vajin čudoviti dom. Povejte mi, kako je prišlo potem do tega koraka čez cesto? Ste rekla, ja, nič, še malo več moramo vzeti, kot smo si na začetku naložili dela, ali kaj? V bistvu niti ne. Dejansko nisva razmišljala niti kaj dejansko bo z tega objekta. To je bilo dejansko gospodarsko poslopje k hiši. Sicer so bili to drugi lastniki, tako se je nekako razdelila dediščina, ampak ta prostor je en čas kar malček samil, bolj nas je motilo to, da je bila res podrtija. To so bili samo zelo neurejeno. Neurejeno, pač drugi lastniki, sam nisi mogel posegati v to, da bi lahko kaj uredil. In enostavno je potem prišel trenutek, da smo se vseeno z lastniki dogovorili, to odkupili, podrli in se spraševali sploh, kaj bi. Na mestu propadajočega gospodarskega poslopja je po načrtu arhitekta Borisa Školarisa nastal sodoben objekt za kratkoročni najem, ki združuje bivalne prostore v nadstropju ter galerijo in družabni prostor v pritličju. Po tretji gradbeni fazi je projekt prevzel arhitekt Boštjan Ukmar, ki je poskrbel za dokončanje objekta. Od podrobnejše zasnove notranjih prostorov in opreme do zasnove zunanjosti objekta s fasadnim ovojem in zunanjim stopniščem. Slednje zaradi premišljene zasnove konstrukcije in detajlov deluje zelo filigransko. Svojim izrazito lahkotnim videzom tvori zanimiv dialog s preostalim delom stavbe, ki je masiven, ometan v neenakomerni glajeni teksturi po vzoru starih tehnik izdelave klasičnih apnenih ometov. Poseben pečat objektu dajejo tudi vhodna hrastova vrata, ki se z vodoravno postavljenimi deskami, z utori, oblikovno nanašajo na tradicionalna vrata, značilna za stara kmečka poslopja. Kdo pa je poskrbel za notranjo opremo, ker tukaj pa niste ravno potrebovali zunanjega oblikovalca, ne? Boštjan je veliko pomagal z namigi,
Moram pa pohvaliti mojega moža. Tja sem ciljal, bravo. No, ja, sem razumela. Ki je naredil en kup enih takih drobnih detajlov, za katere moram reči, da jih obiskovalci opažajo. Pravi, ne vem, od obešalnikov do kakšnih mizic, podnožij za kavče. Lastnika sta prostore dopolnila še z izbranimi deli slovenskih oblikovalcev. Keramične luči je oblikovala Urška Kadunc, skodelice so delo Kadunčeve in Silve Karim, Nina Vastl pa je izdelala nevsakdanje zavese, ki prostorom podarjajo mehkobo. Najizrazitejšo vibracijo pa ambientu podarjajo umetniška dela priznanih, predvsem slovenskih slikarjev, ki s svojo izraznostjo prostorom vdahnejo posebno energijo. Žiga, za začetek eno tako zanimivo, pa mogoče malo zoprno vprašanje. Sicer, kako izbrati sliko, umetniško delo za svoj dom? Ja, vsak ima svoj okus in to je tako subjektivno vprašanje, katero umetnino si izbrati. Zdaj mi lahko pri tem pomagamo s tem, da povprašamo po motivu, po barvi, po velikosti in seveda, kam bo ta slika umeščena. Potem pa seveda lahko pomagamo tudi umestiti ta dela ali na lokaciji ali tudi z vizualizacijami v prostor, tako da se že vidi, kako slika izpade. A sicer obstajajo kakšna pravila, kako je treba slike potem obesiti, glede nekih poravnav, horizontalnih, vertikalnih? Je ena taka zelo groba usmeritev je, da so slike v našem očišču, naše očišče pa pač naš pogled malo pada, tako da slike v bistvu nekako postavimo na naš vid na zgornje 2/3 slike. To je tak groba pozicija. Torej, lažje ali pa bolj ustrezno je, da sliko malo na dol gledam, kot malo na gor. Tako, večina ljudi tudi v svojih interjerjih postavlja slike previsoko in potem jih ali gledamo navzgor. Če postavimo slike malo nižje, so kar naenkrat del našega prostora in jih bolj jemljemo kot del prostora in tudi bolj pazimo na njih potem. A so kakšni prostori, kamor pa slike recimo ne sodijo? Ker velikokrat in tudi pri vas smo že videli, da tudi tam, kamor gre cesar peš, da tudi tja slike prav lepo pašejo. Ja, pač treba je paziti, da če so v kakšnih prostorih zaradi tehničnih omejitev, ne da ni vlage in tako poskrbeti, ampak drugače pa načeloma ni prostora, kamor umetnine ne bi šle. Bolje potem sama umestitev te umetnine pomembna, da ne recimo dajemo premajhnih slik na prevelike stene, da se sam izgubijo, ali pa prevelika dela, pač vse je v nekih razmerih, tako je treba popaziti. Ja. Kako je pa tukaj z okvirji? A slike nujno potrebujejo okvir, a včasih funkcionirajo boljš, brez okvirja? Ja, zdaj pri delih na platnu je okvir, pri vseh delih je okvir pač taka fizična zaščita in ena vizualna podpora. Nekatera dela, predvsem na platnu, tudi ne potrebujejo, predvsem sodobna, so lahko samo svoja brez okvirja. Na papirju, se pravi ali so to grafike ali risbe, je pa treba primerno zaščititi, dati pod steklo in prašno zapreti, tako da je zavarovano delo za pač nadaljnja leta. Ker Pedrovo leži na stičišču 3 vinorodnih območij, so Abramovi v čast Žlahtni Kapljici zasnovali vinoteko z izbranimi steklenicami. Vinar napolni s kvalitetnim vinom, umetnik pa ročno poslika etiketo in s tem mislim, da lahko pridoda vsak svoj še delež k stvari in postane potem še bolj plemenito. In prazne steklenice lahko postane umetniško delo. Pojdimo še na vrt, kjer niso posajene samo rastline, ampak ste posadili tudi razna umetniška dela, mislim tlele predvsem skulpture.
Tako, ja, umestitev v prostor skulptura je sploh bistveno bolj zahtevna od slike. Pri sliki vemo, pač, če je prazna stena, da tam treba nekaj postaviti. Za skulpturo pa je treba že najti določeno mesto, tudi svetloba je pomembna, pri skulpturi bistveno bolj kot pri sliki, v ambientu, zunanjem ambientu postavljena. Res da terja potem tudi ureditev tega prostora, ker če je to zapuščeno in postaviš pač neko skulpturo, bo potem vse skupaj izpadlo žalostno in banalno. Ampak če je ta prostor urejen in namenjen določeni skulpturi, pa lahko eno drugo potrjuje in lahko čudovito zaživi. Imamo en vetrni oblak kot poklon Vipavski burji. Imamo eno štirno, skulpturo z štirne, ker Pedrova je vas brez vodovoda, tako da je to hvalnica vodi, tako rekoč. In zdaj, kje v tem vajnem umetniškem kraljestvu je kakšen kotiček, kjer pa vidva najraje posedita? Možnosti je veliko, ker Dragan je velik ljubitelj klopc, tako da je na vsakem vogalu in za vsako vremensko situacijo svoja. Moja najljubša je na našem, mi mu rečemo Belveder. To je kotiček v sadovnjaku z čudovitim razgledom od Nanosa do Dolomitov. In tam midva nastaviva dan ob prvi jutranji kavi.